Ja, proga je bila kar zahtevna, dobro je bila organizirana in ne vem, edino ta dež nas je malo opravil, malo prišel, tako da vse skupaj je pa izgledalo odlično. Pa tudi drugače se udeležujete takih tekem, kako ste kaj uspešen? Ja, to je bila bolj priprava za jutrišnjo tekmo in grem pa rad tudi na take maratone. Drugače pa vi ukvarjate bolj samo z gorskimi vzponi ali ste tudi na ravnem? Ne, največ vozim trenutno XC dirke, se pravi krose, včasih pa tudi maratone, pa tudi cestno kolesarstvo. Najlepša hvala, pa vam želim še veliko uspehov in takih rezultatov kar do nas. Ja, čutki, da je težka proga predvsem, ja. Predvsem dolga, pa malo neče še daš prav, tako da je težko. Pa se tudi sicer udeležuješ takih tekem? Ja, no, vseeno, vsake tok časa kakšne. Drugače pa ti, a si bolj specializiran na gorsko kolesarjenje ali na navadno oziroma po cesti? Ja, večinoma po cesti, ja. Pa včasih na vsake tok časa gorsko. Proga je bila takrat lansko leto, letos nam je malo razločilo vreme. Škoda, da ni bilo več tekmovalcev, ampak vreme vam je zgodilo prejšnji del, pač vreme je bila takšna, kot je bila. Pohvalimo, da zadnje, da so spet postavili toliko enih uključilov postaj, da praktično celotno pašo nosilno štartu. Vozili smo v redu, v vsaki šoli šmartno, ritmu, ker ni pa pomagali, da tako Kamnika in pa sožitja iz blok, ki so sodelovali pri tej... Pa se tudi sicer udeležuješ tekmovanj v gorskem kolesarstvu ali pa... Na te večje prireditve, naslednjo leto v upanju, da se vidimo, mislim, da ja, živi, zdravi. Proga je bila, na začetku je bila malo težka, ker je bila dosti makadamska. Pa največji problem je bil tam do sredterja, ki je največji klanc. Malo je bilo malo spusta, tam je bilo dokaj lepa. Lane naprej je bil pa spet dosti klanca, naprej je bila pa dosti uničena proga zaradi tega, ki je bil tako vreme, pa je bilo dosti platna, pa poznalo se je, da je tekla voda. Pa se tudi drugače udeležuješ tekem? Ja, grem na 3-4 tekme vsak let. Pa se specializiraš samo za gorsko kolesarjenje ali tudi za cestno? Za cestno večinoma. To je bilo v bistvu, ker sem šel prvič na eno gorsko tekmo. Super, no hvala. Z nami je Boštjan Drolc, najboljši tekmovalec tukaj iz Thinjske doline. Kako se čutiš, kakšni so občutki? Sama tekma, pa jaz vem, ni bila enostavna, bilo je naporno, bilo je deževno, razmočen teren. Drugače pa lahko rečem na svoje leta, svaka čas, je pa vsak let težji. Ja, koliko pa star si po svoje leta? Kar se proti tiče, ne bomo dele govorili. Prav, ali boš v drug let tudi, oziroma se vsak let udeležiš? Nekako, mislim, da gremo naprej, koliko smo še do zdaj, vsak let smo bili noter in tudi mislim, da do zdaj, če mi bo zdravje služilo, kapo dol, to je to. Super, hvala. Nam lahko poveste, kakšno se vam zdi današnje tekmovanje, je bilo dosti treba priprav? No, vsekakor, zdaj smo že malo utečena skupina, mislim, ekipa turističnega društva Tuhinjska dolina, tako da kakšne posebne organizacijskih težav ni bilo. Je pa jasno, določena odgovornost je tu, tako da kot vsako leto pač v sklopu samega zavarovanja, priprave prog in pa jasno samega protokola, torej nam ne dela več težav, tako da mislim, da zadeva nam reželi kar dobro. Pa je to tudi dobra popotnica za naslednje leto, boste spet organizirali? No, sicer tako je, ne, za neke prostovoljce je to kar velik zalogaj, tako da težko, ampak mislim, da bomo s tradicijo, s tekmo nadaljevali, kako, v kakšni obliki, pa to bomo pa še prijeli. Vsekakor se nam zdi, da je zadeva se prijela in da je zanimiva in da verjetno, če bo še kje drugi posluh pri tej zadevi, bomo vsekakor pripravili. Še nadaljevali. Ja, lepša hvala.